novostih v poljedelstvu, vinogradništvu in sadjarstvu. Šola z najdaljšo tradicijo kmetijskega izobraževanja. Mariborski nogometaši končali evropsko sezono. Pozdravljeni. Kot kaže, kljub napovedi župana Franca Kanglerja, da z novim letom zapušča županski položaj, protestov še ni konec. Za 14. december je namreč napovedan nov shod na Trgu Svobode, najverjetneje z geslom Specimo hobotnico. Protestniki namreč zahtevajo tudi razpustitev Mariborskega mestnega sveta. Sicer pa so danes znova protestirali tudi v drugih slovenskih mestih. Protesti po slovenskih mestih se nadaljujejo. Na Ljubljanskem kongresnem trgu so danes pripravili že tretji shod proti politiki Republike Slovenije. Nanj znova opozarjajo in pozivajo na družbenem omrežju Facebook. Protestniki naj bi se zbrali tudi v Bohinju in Murski Soboti. Ministrstvo za izobraževanje je pristalo na zahtevo sindikatov na četrtkovem sestanku, da umakne vse določbe o spremembah normativov in standardov v vrtcih in osnovnih šolah iz predloga zakona za uravnoteženje javnih financ občin. Pogajanje v okviru delovne skupine naj bi se nadaljevala prihodnji teden. Odbor Državnega zbora za finance in monetarno politiko je podprl predlog novele zakona o trošarinah, s katero se bo dalo vladi možnost, da za polovico zviša trošarine tudi za cigarete, kot že velja za ostale trošarinske izdelke. S tem bo lahko bolj fleksibilno izvajala politiko trošarin, je povedal finančni minister Janez Šušteršič. Peter Rakuš, ki na dobu prestaja 17-letno zaporno kazen zaradi spolne zlorabe hčire, je danes sedel še na zatožno klopo Mariborskega okrožnega sodišča. Tožilstvo mu očita, da je ptujski sodnici, ki je leta 2009 vodila njegov sodni postopek, grozil s smrtjo. Sodišče je danes ob Rakušu, ki očitke zavrača, zaslišalo tudi sodnico Katjo Kolarič-Bojnec. Ta je navedbe o grožnjah potrdila. Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo konec januarja. V Mariboru se je danes končal tradicionalni 3-dnevni strokovni posvet Lombergarjevi dnevi, ki ga je pripravil Mariborski kmetijsko-gozdarski zavod. Strokovnjaki, kmetijski svetovalci in kmetje so razpravljali o razmerah in novostih v poljedelstvu, vinogradništvu in sadjarstvu. Prve Lombergarjeve dneve so pred 8 leti organizirali mariborski sadjarji. Slovenija je, ko gre za pridelavo jabolk, več kot samooskrbna. Tokrat so predstavili strojno rez sadnega drevja. Vemo, da tudi to ni novost v Evropi in v svetu, vendar pa je bil v zadnjih 5 letih v Evropi nekako narejen preskok, da se je večja pozornost posvetila predvsem načinom rezi in pa časa uporabe strojne rezi, tako da smo domači in tuji strokovnjaki prišli do dobrih rezultatov. Vinogradništvo pa zaznamuje gospodarska kriza. Razdrobljenost, povprečna velikost vinograda na slovenski kmetiji je komaj malo več kot pol hektarja in sorazmerno majhna pridelava, okoli 90 milijonov litrov letno, so znane omejitve. Z dviganjem kakovosti vina bomo tudi, jaz mislim, da to panogo ohranjali, kajti vino je pijača, ki nas spremlja na vseh poteh življenja. Vendar je težava v tem, da moraš nadpovprečno kvaliteto prodajati po povprečnih cenah. In če ti že to uspe po povprečni ceni in nadpovprečno kvaliteto prodati, nekako gre, ne. Veliko iznajdljivosti je bilo treba tudi za samo izvedbo posveta. Posvet ni javna naloga, ni strani financira, tudi ne izfinanciran, je izključen del prispevka kmetijskih svetovalcev in seveda vseh drugih sponzorjev, da je do tega lahko prišlo. Le z novimi znanji in tesno povezavo med strokovnjaki in kmeti bo mogoče vsaj ustaviti upadanje kmetijske pridelave. Zaradi napovedi rasti svetovnega prebivalstva bo to kmalu tudi pri nas zelo pomembno. Biotehniška šola Maribor letos zaznamuje 140-letnico. Najstarejša kmetijska šola v Sloveniji jubileja žal ne praznuje v novi zgradbi, kot so pristojni že večkrat obljubljali, ampak v dotrajanem objektu pod Kalvarijo, kjer ima prostore že skoraj 60 let. A to na delovanje šole ne vpliva, celo nasprotno, lahko se pohvali z dobrim opisom. Danes biotehniška šola, v preteklosti pod različnimi imeni, a zmeraj z enakim poslanstvom, je naslednica najstarejše kmetijske šole v Sloveniji. V 140 letih delovanja so se selili iz lokacije na lokacijo, žal pa še niso dočakali nove zgradbe, katere gradnja se izmika že 6 let.
Trenutno bi težko rekel, da smo čist blizu cilja. Ovira, ki je bila na zadnje in ki še je, je samo sprememba prostorskega plana. A stavba, v katero nihče ne vlaga, ni ovira za priljubljenost. Biotehniška šola je ena redkih strokovnih šol, ki ji vpis narašča. Letos so dosegli celo 3. največji vpis v zgodovini šole. Letošnje leto jih imamo 513 dijakov, se pravi v izobraževanje mladine, in pa tudi 70 je vpisanih v izobraževanje odraslih. Vpliv na to imajo vedno večje potrebe na področju kmetijstva zaradi spremembe življenjskega sloga ljudi, na kar se je šola prilagodila s ponudbo novih programov. Med bolj priljubljenimi je program naravovarstveni tehnik in veterinarski tehnik. Predvsem me veseli delo z velikimi živalmi. Tako da je perspektiva tukaj? Se ne bojiš, da ne bi imel kaj početi po šoli? Ja, jaz pravim tak, kjer je želja, tam je tudi pot. In čeprav strokovna šola je tudi splošni predmet, kot je slovenščina, lepo poučevati, je po 20 letih zvestobe isti šoli še vedno mnenja profesor Reher. Spremenili pa so se, kot pravi, odnosi. Nekoč je bil naš profesor v gimnaziji tisti, ki je diktiral celotno dogajanje. Danes verjetno veliko manj je profesor tisti, ki lahko diktira, ampak se mi zdi, da je prav tudi, da je ta demokratičnost veliko bolj prišla do izraza, kot pa je bilo to nekoč. Z majhnimi spremembami pa je šola obeležila tudi 140-letnico delovanja. Obnovili so šolsko posestvo, na katerem pridelujejo sadje in zelenjavo, dobili pa so tudi nekaj novih učnih pripomočkov. V Mariboru poteka dvodnevni posvet učiteljev, profesorjev, raziskovalcev in drugih strokovnjakov v vzgoji in izobraževanju. Posvet pod naslovom Razvijanje in vrednotenje znanja so pripravili v okviru posodobitev pouka na osnovnih šolah in gimnazijah. Na srečanju s strokovnimi predavanji sodeluje 240 udeležencev. Na posvetu predstavljajo razvoj novih in koristnih didaktičnih gradiv za delo učiteljev v razredu, hkrati pa strokovno srečanje pomeni osnovo za delo predmetno-razvojnih skupin na osnovnih šolah in gimnazijah pri preverjanju in ocenjevanju znanja. S tem širimo tudi mrežo praktikov, ki izobražujejo učitelje in tako prenašamo znanje med učitelji. Izmenjava izkušenj vseh akterjev, lahko rečem, prinese do dodane vrednosti, ki jih lahko potem učitelji prinesejo nazaj v svojo prakso. Čeprav na eni strani stroka zagovarja tako avtonomnost kot visoko stopnjo odgovornosti učiteljev pri ocenjevanju, pa slednji poudarjajo, da so jim kriteriji v veliko pomoč. Da je potrebno vrniti učitelju strokovno avtonomijo, da odloča o oceni, da je avtonomen pri temu in da ga ne ovira kup birokratskih ovir. Meni se zdi, da je fajn, da večkrat spregovorimo o ocenjevanju znanja, vrednotenju znanja, ker je to najobčutljivejši del učnega procesa. Oceno je pravzaprav seveda težko dati, ampak tisti hip, ko so kriteriji dodelani, potem moraš pač seveda se držati kriterijev. Zato se pa treba včasih usposobiti. Posvet ni le teoretičen, saj se udeleženci z delom v manjših skupinah tudi konkretno seznanjajo z novimi učinkovitimi modeli in pristopi za vrednotenje znanja. V Slovenj Gradcu so pripravili regijsko konferenco o obnovljivih in učinkoviti rabi energije za Koroško. Voda, sonce, geotermalna energija, predvsem pa biomasa ponujajo priložnosti za učinkovitejše in cenejše pridobivanje zlasti toplotne energije. Kako naj Koroška zelene vire energije kar najbolje izkoristi, so razpravljali strokovnjaki iz vse Slovenije. Šole, vrtci, knjižnice, občinske stavbe, večina javnih objektov na Koroškem se ogreva s kurilnim oljem ali drugimi neobnovljivimi viri energije in so energetsko potratni. Ugotovili smo, da so večinoma teh javnih stavb v slabi gradbeni fiziki. To pomeni, da je prenos toplote skozi ovoj, skozi okna, skozi strehe prevelik. Koroška ima velik lesni potencial, zato bi bila učinkovita rešitev vzpostavitev regijskega lesnega biomasnega centra. Če bi danes primerjali, je ogrevanje na kurilno olje na enoto pomeni naprimer 100 evrov, medtem ko lesna biomasa za primerjavo pomeni 25 evrov. To pomeni 4-krat ceneje se mi ogrevamo, če se ogrevamo na lesno biomaso.
s tem, da se kurilno olje še drži. Možen vir energije so tudi odpadki. Novo zgrajen regijski center jih letno predela 28.000 ton. Okoli 8 ton jih ima energetski potencial. V Sloveniji v tem trenutku nimamo pravzaprav rešitve, kam s tem preostankom. Lahko ga v tem trenutku dajemo zgolj samo cementarno Anhovo ali pa v tujino. Kdaj se bodo tudi Korošci lahko z odpadki greli, namesto da plačujejo za njihov izvoz, strokovnjaki ne upajo napovedati. Prizadevanja pa gotovo gredo v to smer. V mariborski kadetnici je bil te dni mednarodni znanstveni simpozij o pomembnih slovenskih osebnostih 20. stoletja. Predavatelji so pobliže predstavili sicer že pokojne razumnike, ki pa so vsak po svoje premikali meje in svojim delom zaznamovali različna družbena področja. Alma Karlin, izjemna ženska slovenskega rodu, ki pa se je pri svojih literarnih zapisih posluževala nemščine. Njena strast so bila potovanja, zmeraj pa se je tudi borila proti zakoreninjenim načelom o vlogi ženske v družbi. Zmeraj smo bili malo v dilemi, a je naša ali ni, ampak ta vprašanja identitete nje niso obremenjevala, ker je imela preveč drugega dela, ne, znanstvenega, raziskovalnega in pisateljskega. Karlinova pa je bila le ena od znamenitih razumnikov 20. stoletja in osebek obravnave na že drugem znanstvenem simpoziju o pomembnih slovenskih osebnostih 20. stoletja. Pod okriljem Mariborskega zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča in Slovenske vojske. Kriterij je bil znanstveno proučevanje posameznika kot osebnosti, ki je zaznamoval slovensko življenje ali pa slovenstvo na različnih področjih. Eden od tistih, ki so se mu predavatelji prav tako posvetili, je bil tudi teolog, filozof, pisatelj in nekdanji mariborski škof pomočnik, imenovan tudi enfant terrible slovenske RKC, Vekoslav Grmič. Ki je posegel na številna področja sodobne teologije in jih uvedel v slovenski prostor. Bil je tudi izjemno dejaven in je zaznamoval prisotnost katoliške skupnosti v slovenski kulturi, zlasti v drugi polovici 60. in v 70. letih 20. stoletja. Predavatelji so tako v 3 dneh obravnavali osebnosti iz najrazličnejših področij delovanja, med drugim zgodovine, književnosti, teologije, zdravstva in podobno. Dotaknili so se tudi našega rojaka iz avstrijske Koroške, Jurija Trunka, ki je deloval v 2 svetovih. Na Koroškem kot narodni buditelj, ki se je pač ukvarjal z ohranjanjem slovenstva na Koroškem. Po drugi strani je bil pa tudi pisec o slovenskih Američanih. Na simpoziju pa je bilo mogoče ujeti tudi predavanja dr. Antonu Korošcu, Jožetu Plečniku, Miri Mihelič, Angeli Vode in drugih slovenskih veličinah 20. stoletja. Ob mednarodnem dnevu zborovskega petja, ki ga po svetu zaznamujejo 2. decembrsko nedeljo v letu, tudi v mariborski unionski dvorani pripravljajo koncert. V nedeljo ob 19. bodo od skoraj 50 pevskih zborov, ki delujejo na mariborskem območju, nastopili 4 mešani zbori. Pod letošnjim motom Podelite ljubezen do petja s svetom pa bo lahko zbori zapelo tudi občinstvo. Organizatorji ob tem poudarjajo, da je petje v zborih tudi v Sloveniji še vedno ena najbolj razširjenih oblik ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja. Ideja mednarodnega dneva zborovskega petja je, da pokažemo to množičnost, da pokažemo to sodelovanje med ljudmi in narodi. Vemo, da ogromno ljudi v Sloveniji prepeva, je prepevalo od šole do kakšnega zbora in vse te bivše pevce, aktivne pevce bi radi nekako zbrali v en res ogromen pevski zbor, ki bo v Unionu v nedeljo zvečer skupaj zapel. Šport. Danes so bili uspešni naši športniki v zimskih panogah. V St. Moricu so alpske smučarke na tekmi svetovnega pokala tekmovale v super kombinaciji. Tina Maze je bila najhitrejša v super veleslalomu, nato pa še v slalomu, kjer je za 88 sekunde prehitela drugouvrščeno Hospovo iz Avstrije. Ilka Štuhec je bila 24., Vanja Brodnik pa 28. V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Mazejeva 497 točkami pred drugouvrščeno Nemko Hefleriševo. Uspeh naše najboljše smučarke je dopolnil biatlonec Jakov Fak, ki je na sprinterski preizkušnji svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu osvojil 3. mesto, kar so njegove prve stopničke v sezoni. Boljša sta bila le Nemec Birnbacher in Francoz Fourcade.
Točke je s 26. mestom dosegel tudi Klemen Bauer. Oba bosta nastopila na jutrišnji zasledovalni tekmi, Dokla in Oblaka pa na tej tekmi ne bomo videli. Pregled mednarodnega dogajanja začenjamo na Japonskem, kjer sta potres in cunami povzročila škodo in vznemirjenje ljudi. V ruskem kraju Anapa ob obali Črnega morja se je simbolično začela težko pričakovana gradnja plinovoda Južni tok. Projekt je zelo pomemben za Rusijo, ki se bo s tem še utrdila kot ena glavnih energetskih velesil sveta, pa tudi za Slovenijo, saj bo del plinovoda, ki bo ruski plin pripeljal v Evropo, tekel čez slovensko ozemlje. Severovzhodno obalo Japonske, ki jo je danes tresel potres z magnitudo 7,3, je dosegel meter visok cunami. Popotresni val so zabeležili v mestu Ishinomaki v prefekturi Miyagi, ki sta jo močno prizadela katastrofalni potres in cunami marca lani. Potres so čutili tudi v glavnem mestu. Zgradbe so se zibale več minut. Laos je ratificiral pristop k Svetovni trgovinski organizaciji, s čimer se je končalo 15-letno prizadevanje države za vstop v to organizacijo. Laos bo tako v novem letu postal 157. članica WTO. Za ekstremne ljubitelje kave se je na tržišču pojavila nova kofeinska specialiteta. Na severu Tajske namreč čreda 20 slonov pomaga izločevati eno najdražjih kav na svetu. Za nekatere nenavadno kavo proizvajajo iz kavnih zrn, ki jih pojejo in prebavijo tajski sloni in jih nato naslednji dan poberejo z njihovih iztrebkov. To je ena od najbolj nenavadnih in tudi ena najdražjih kav, saj morajo kupci za kilogram odšteti kar $1100 ameriških. Še vreme, po noči se bo sneženje okrepilo in razširilo nad vso Slovenijo. Le po nižinah Primorske bo deloma snežilo, deloma deževalo. Jutri bo oblačno sneženjem, ki bo čez dan slabelo in do večera od zahoda ponehalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem močna burja. Temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem okoli 1 stopinji Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribora. Prijeten konec tedna želimo.